obetavna mlada športna osebnost leta 2020 v Sloveniji je Kristjan Čeh. Kristjan, iskrene čestitke za ta naziv, kar pomeni, da te bomo tako ali tako teže, ampak v prihodnosti še bolj spremljali tvoje dosežke, tvojo pot, tvoje treninge, tvoje razmišljanje in tako naprej. Morda za začetek, Kristjan, nam poveš, kje si in kaj počneš. Najprej hvala za čestitke. Dober dan, zdaj sem v Monte Gordo, Portugalskem, na 3-tedenskih pripravah. To je to? To je to, kaj še povedal. Kakšen je recimo tvoj dan, glede na to, da je v Sloveniji zima, sneg je sicer že skopnel, na Portugalskem je, domnevam, precej topleje. Kakšen je tvoj cilj na teh pripravah v mesecu decembru in kako izgleda recimo tvoj dan? Ja, dnevi so večinoma topli, tam okrog bi rekli 18 stopinj, danes je malo dežja bilo, ampak drugače je toplo, sonce, pogoji so dobri, metati se da, dvigovati se da, tako da delamo predvsem na tehniki, poprava tehnike, da med sezono se lažje šlo in predvsem na moči tudi delamo malo. Tako to so neka faktorja, ki delamo zdaj. Če se ozrem recimo na preteklost, od leta 2014 Društvo športnih novinarjev Slovenije izbira tudi izstopajočo ali pa najbolj obetavno mlado športno osebnost. Prva je bila Maruša Mišmaš, ki je denimo letos dosegla drugi najboljši izid vseh časov 2000 metrov zapreke, potem je bil leto kasneje Tim Gajser, ki je bil že skupno 4-krat svetovni prvak v motokrosu, pa potem je sledila Janja Garambret, ki je praktično 2 leti recimo temu nepremagana v svetovnem plezanju, pa potem je sledil Luka Dončić, o katerem ne bomo izgubljali besed, pa Tadej Pogačar, ki je letos dobil Tour. Lani je bila najbolj obetavna mlada športnica Kaja Juvan, ki je denimo v mladinski konkurenci osvojila praktično vse, kar se da, z redkimi izjemami in je že med 100-terico najboljših na svetu lestvice VTA. Kakšen recimo en spomin ali pa neka taka vtis ti da, ko si ti naslednik vseh teh zvenečih imen slovenskega športa? Kak vtis mi da, rekel, ful dober. Če bi jaz tako nadaljeval, kot so oni nadaljevali svoje poti, bom lahko da res zadovoljen, ker ti vsi so zdaj neki napredek naredili, naprej v svetovni vrh, so tudi v samem svetovnem vrhu, tako da bilo dobro, če bi ti tako nadaljeval. Tvoje priprave so seveda uperjene za naslednjo sezono, ampak tvoji rezultati, tvoj odnos, tvoja prijaznost in videz v medijih je pa dal slovenskim športnim novinarjem misel, da si ti ta prava osebnost za letošnje leto. Zdaj pa potegnite eno takšno splošno črto in sem prepričan, da bodo potem kasneje tudi moji kolegi imeli še cel kup vprašanj. Kako zelo zadovoljen si z letom 2020, ko pa je bilo vendarle tako zelo čudno zaradi znanja situacije? Ja, če rekel, sem zadovoljen, če bi tako naredil, pa imam 2 metra pa nekaj razpona, bi premalo bilo, tako da v sanjah si ne mogel predstavljati, da bo tako dobra sezona, taki napredek, taki rezultat, tudi neka sprememba v tehniki, tako da res ne mogel opisati. Junija si začel v Domžalah z državnim rekordom. Igor Primc je bil dolga leta lastnik, potem si to še zboljšal v Mariboru. Sodeč po nekaterih mnenjih imaš perspektivo, v bistvu, kjer samo nebo je meja. Kaj ti misliš o tem? Mislim, da se niso zmotili, ko so to rekli. Kajti res ne vemo, kje je meja lahko ne vem, kaj je povedal. Res je, da res ne bo meja, tako da vedno da se izboljšujemo na tehničnem področju, na vseh drugih hitrost, moč in tako, in bomo prišli, kaj daleč bomo prišli. Ko je denimo Stanko Štuhec na Fakulteti za šport opravljal teste in analiziral tvoje telo, kako vpliva pozitivno in negativno, kaj nam lahko poveš iz teh testov, kaj je ugotovil, da zdaj jaz na pamet ne govorim in ne citiram njegovih izjav, vendarle gre za, si v bistvu mlad fant, ampak orjak, ne?
lahko bi igral košarko, lahko bi igral odbojko, si pa v bistvu v tem trenutku najboljši mladi metalec diska, namreč na svetovni lestvici med prvimi 30 ni niti enega, ki bi bil približno tako mlad kot ti. Ja, res je, res sem mlad in na mojo mladost imam kar dobre rezultate. Potem pa Stanko Štuhec, malo povemo, da je prišel malo, kako bi rekli, ko smo prvič srečali v Medolinu, ko je prišel prvič, vzel je kamera in malo posneli, malo sem pa tja in potem malo analiziral, pokazal to. Sicer mi ne direktno komuniciramo z Stankotom o tehniki, bolj se z Gorazdom poveže in potem Gorazd tudi meni točno na svoj način pove v tehniki, kaj je treba še izboljšati, da bomo prišli tja, kam hočemo biti. Tako da bolj z Gorazdom komunicirata. Ok, jaz bi izkoristil ta trenutek, pa dal še komu od kolegov, ki so prisotni na tej novinarski konferenci, za dodatna vprašanja. Lojze, Janez, Miha, Jure, Aljoša, Matic, Matej, Tilen, Toni. Matic, izvoli. Čakaj, bomo takole naredili. Kristjan, čestitke. Srečala sva se že enkrat na treningu na stadionu. Takrat si kazal zelo veliko in od takrat se je mnogo spremenilo. Ustvarila se je ekipa okoli tebe. Kdaj boste naslednjič zares merili rezultate? Oziroma, kdaj mislite, da bo naslednjič vredno biti posebej pozoren na vas? Kdaj naslednjič? To zdaj ne vem povedati, kdaj naslednjič. Zdaj ne vemo zdaj rezultata tempirati na tisto tekmo, zdaj tam pa bo zdaj nadalje letelo. Ampak bi povedal, da pa na vsaki tekmi se potrudim maksimalno, koliko se le da, tako da na vsaki tekmi dam vse od sebe, tako da bomo videli, kdaj bo tisti svet najboljši rezultat. Lahko jaz? Jure, izvoli. Glede na to, da te naslednje leto čaka kar nekaj pravih tekmovanj, oziroma tudi tisto olimpijske igre, norme sicer še nisi dosegel, ampak to boš verjetno, če bi rekel z levo roko, ne bi bilo čisto, ampak z enim metom pač, verjetno na Portugalskem, že na zimskem prvenstvu. Ampak se bojiš tega, se bojiš pritiska, ki ti ga bodo olimpijske igre zagotovo prinesle, ker to je pač največje tekmovanje za tebe, za atlete vsekakor, pa tistega boja z, ne vem, z vsemi najboljšimi. Nekega boja z najboljšimi sem malo že zdaj malo dobo počutka, malo vajen, ampak nekega pritiska, da mi delale, to pa ne. Mislim, norma je kakva je, po moje, da neki problem ne bi smel biti. Ampak si nisem zapostavil nekega določenega cilja za olimpijske. Prve olimpijske so, prvič grem tja, da vidim, kako izgleda. Pa si rečem, če prišel v finale, bo zelo lep rezultat za prve olimpijske igre. To se pravi, si ne bo želel kolajne. Recimo, vsi hočejo imeti kolajno na takih velikih tekmah. Kaj drugače, recimo, ne vem, brez veze metati, hoditi, skakati, teči. Ja, jaz bi rekel, da kolajna še lahko počaka. Po moje, da še bom dal malo več kot ene olimpijske skozi, tako da lahko pa 2024, že malo bliže, bi lahko bilo kolajne, kot pa zdaj prve olimpijske igre. Kaj pa, a sanjaš včasih, vsaj sanjaš, o najdaljšem metu vseh časov na svetu? Sanjam? Ja, sigurno sanjam, da bom vrgel najdaljši met vseh časov. Pa na glas sanjaš tudi, ali ne? Na glas, ja. Če govoriš v Španiji, to mislim. Mogoče tudi, ampak še noben ne ve kdaj. Ja, to se pravi, ampak ja, prihaja to pot. Mislim, Prihaja. Je tvoj namen, da vržeš najdaljši met na svetu? Ja, namen sicer sigurno je, ampak to sem rekel, bomo videli kdaj in kako.
Hvala. Čeprav, Jure, glede na to, da je lastnik vzhodni Nemec, oziroma še iz stare ureditve, bo kar težka, ne? Ja, jaz bi rekel, če sem vzhodnega Nemca v U23 evropskega podr, tem po mojem vzhodnega Nemca še svetovnega podr. Ja. Začel si, Kristjan, že prej sem omenil mesec junij in z novimi slovenskimi rekordi, bil si v nekem danem trenutku tretji najdaljši, potem je še Kolumbijec Ortega vrgel preko 70 metrov. Kako dejansko se ti zdijo te centimetri, dobro, tebi manjka še meter do te magične čarobne meje 70 metrov, kako daleč so realno ti centimetri, ki jih poskušaš na vsakem turnirju oziroma na vsaki tekmi nadoknaditi oziroma jih preseči? Ja, zdaj, če gledam meter kot meter, res ni dosti, ampak zraven 69 plus pa je kar zalogaj. Tako da se mi zdi še kar daleč tistih 70. Se pa sigurno trudimo, da bomo prišli do tja. Kakšno vlogo je dejansko, mogoče malo bolj specifično, imel Gorazd Reicher? On je metal kopje, ko je bil aktiven športnik, potem se je ukvarjal z skakalko Dalilo, Nino Kolarič, potem je prevzel tebe. Kakšen odnos je po tvojem najbolj primeren, da športnik doseže recimo največje cilje? Ali je to bolj očetovski odnos, ali je to bolj diktatorski odnos, na katero stran se vidva nagibata? Jaz bi rekel tisti prvi, kaj je diktatorski, je po mojem na meni tudi ne pasal, kaj je tako oseba, ki mi to res ne pasal in bi prej odnehal, ko pa treniral. Tako da jaz bi rekel tisti bolj očetovski, da ja, malo boljši in tudi se mi zdi, da nekje tu smo tudi. Morda še kakšno vprašanje od kolegov? Jaz bi imel samo še nekaj. Potem pa Lojze. Glede na to, da je mlada športna osebnost ne temelji samo na športnih dosežkih, kateri so pač tvoji, so res vrhunski, tudi če rečemo v članski konkurenci ali pa že top na svetu, tvoj odnos doma, mislim, vem, da doma ti še vedno delaš, pomagaš in vse te stvari naprej gradiš eno, še zmeraj imaš zelo močno vez z družino. Kako ti gledaš na to, kako to usklajuješ? Vrhunski šport, ker zdaj se ne pogovarjamo več o metih okoli 60 metrov, ampak je šlo to čisto v druge sfere, v popolni profesionalizem. Kako gledaš ti na povezavo vrhunskega športa in družine? Jaz bi gledal tako, sem pred gledal, pač res je, da še ne toliko domov kot sem, da bolj jaz usmerjam vse v treninge, tisti res zjutraj popoldan, ampak ko imam čas med vikendjem, pa vsekakor pomagam, ker tudi uživam ob tem, tako da nekaj tudi mi malo da, se malo spočijem včasih pri delu tudi. Se pravi, v letu 2021 biti tako dober, da si boš končno kupil tisti traktor. Ja, če bi bilo tako, bi zdaj podpisal to, ja. Lojze, ti si imel tudi vprašanje, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni vsi, čestitke Kristjanu, pa hvala ekipi DŠNS, da ste tudi v tem korona času tole organizirali. Kristjan, mene pa zanima delno podobno kot Jureta, torej kako si lahko v tem času tega profesionalizma še organiziraš in odtrgaš ta čas, in po drugi strani, katero je tvoje najljubše opravilo na kmetiji, pa katero tisto, ki bi ga pa, če se le da, črtal? Ja, najprej hvala za čestitke. Jaz bi rekel, da vedno se najde neki čas, res je, da trening zasede večino dneva, ampak vse pravim, to bolj pomaga, da med vikendi, res te, ko je čas. Zato najljubši del bi rekel, bilo kaj, samo da je s traktorom, da peški delate. Jaz bi še dodal, Kristjan, študiraš agronomijo, ne, na Mariborski univerzi.
Kako se ti prilagodijo, kako dejansko težko je in koliko energije potrebuješ, da recimo opraviš en izpit? Dobro, en izpit, mislim, moram se najprej zraven dati, da se začnem učiti, da malo pritegne, drugače pa upam, da se ni nekaj zdaj težko narediti enega izpita, še kar gre lepo skozi. Kako se ti prilagajajo učitelji, se oni zavedajo, da sploh poznajo vsi, kdo si in kaj počneš v življenju in kako dober si? Ja, na fakulteti me res poznajo večinoma vsi, tudi se prilagajajo z izpiti, kolokviji, moč tudi z predavanje. In tu moram res reči, da sem res grel na roko, bi lahko rekel. Janez, ste bili? Lep pozdrav. Me slišite? Slišimo. Super. Kristjan, zanima me ena stvar. A si zadovoljen z tem, kar ti ponuja seveda družba in seveda Atletska zveza, da ti izpolniš to, kar si želiš? Da izpolnim, kar si želim, seveda sem zadovoljen z vsem, kar dobim. Tudi dobim dovolj, tako da bi rekel, pa je še lahko vedno še lahko več, ampak zaenkrat še lahko rečem, da še je dovolj. Torej imaš občutek, da v bistvu je poskrbljeno, da ti lahko izpolniš svoje cilje, ki si si zastavil? Ja, poskrbljeno je, vsekakor. Če ne z zveze, pa s sponzorjem. Najlepša hvala. Jaz bi dodal, Kristjan, še ne toliko o sponzorstvu, ampak zelo mladci in mladi športniki, vsaj v individualnih športnikih, bom na pamet govoril, nimajo še prisotnosti menedžerja, ti pa ga imaš. Tvoj menedžer je Aldo Ino Ilišič, ki je nekdanji kolesar in mislim, da tudi predsednik Atletskega kluba Ptuj. Kakšen odnos imate oziroma s čim se on ukvarja ob tvoji mirnosti pri treniranju in doseganju vrhunskih rezultatov? Seveda tudi ko je predsednik Atletskega kluba Ptuj, tudi moj menedžer in tudi ima svoje podjetje. Jaz sem tak na fejs prijateljskem odnosu, res se lahko pogriva, kaj si hočemo in tudi zelo mi je pomagal. On tudi, da sem prišel tu, kje sem zdaj, kak sem zdaj. Tako da tudi brez njega ne bi bilo tako, kot je. Kolegi, še kakšno vprašanje? Se pa res klišejevski izraz, da bolj ne more biti, približuje časovnici, ko bomo morali počasi sprejeti naslednjega gosta. Zato, ukolikor bi želeli Kristjana še kje potipati. Gašper, Aljoša ima vprašanje. Aljoša, izvoli. Ja, samo eno vprašanje. Čestitke, Kristjan, najprej za ta naziv, ampak ker smo že pri športniku leta, najbrž tudi kdaj upaš, da boš tisti članski športnik leta, da boš nasledil Dončiće, Rogliče, Pogačar in tako naprej. Kaj meniš, da bi moral za to storiti, pa koliko si želiš tega? Ja, res upam, da bom nasledil to nekoč, res te želim tega, ampak da se bo to zgodilo, po mojem iti po isti poti, kot sem do zdaj, trdo trenirati, garati še par let in te se bo res zgodil še vrhunski rezultat. Kristjan, morda en spomin, recimo temu, tvoja sorodna duša pri doseganju top rezultatov in tudi pri nazivih športnih let je bil Primož Kozmus, govorim sorodna, ravno tako metalec iz Cerkladjeva, torej se da, ne? Sam boš moral iti na sam svetovni vrh. Ja, seveda, vse se da, bi lahko rekli, jaz res bom mogel iti na sam svetovni vrh. Če mu da ob koncu neka atletska splošna ocena konkurence pri metih, kako bi ti ocenil v Sloveniji, glede na to, da se pojavljajo določene težave ob določenih obdobjih, predvsem z metališči. Tudi vi ste imeli na Ptuju določene težave pri gradnji, pa potem ni jih prav veliko, na katerih bi lahko metali. Kako rešujete to in kako bi bilo recimo eno tvoje razmišljanje, izhod iz tega, da bi Slovenija še več dobrih metalcev imela? Ja, vsekakor metališči so res nekaj problem, pri nas na Ptuju tudi.
Danes smemo nekje metati, kje bi lahko, ampak se moramo nekako znajti in potem metati pač, če ni iz glavnega, pa smo primorani iz pomožnega metati. Tako da nekako znajti se moramo, pač pa ja, malo bi lahko bilo, malo boljše, kot je do zdaj. A ste šli kdaj na polje metati, ko ni bilo kje drugje mogoče? Tudi je bilo ja, v prvem valu korone, ko nismo smeli na štadionu metati, smo šli v Dornavo na travnik metati in smo pač tam metali. Ok, jaz v bistvu počasi zaključujem naše druženje s Kristjanom Čehom. Dam še možnost, pa ne da bi bil diktator, daleč od tega, vendar nas čaka že naslednji gost. Ima morda še kdo od kolegov kakšno vprašanje ob koncu? Gašper, Uroš je še v čakalni listi za vprašanje. Uroš Grant. Uroš Grant. Ok, Uroš, izvoli. Lep pozdrav vsem, čestitke Kristjanu za to nagrado. Mene pa zanima, da mogoče gledaš v bistvu zdaj na naše nagrajence, na športnika leta Primoža Rogliča, pa Tadeja Pogačarja, pa to kolesarstvo, koliko je tebi blizu. Tudi Aldo, tvoj menedžer je kolesar, ne, tako da verjetno tudi kakšna debata kdaj na to temo pade. Včasih pade na to, ampak tudi sam nisem, pač mislim, ne spremljam nekaj kolesarstva, res priznam, da je, ampak leto sem ga, ko sta kvala Primož in Tadej Pogačar, ja, sem ga redno spremljal, tako da jaz bi rekel, da si zasluži, vsekakor je trdo delo, da do tega prišel, kje je zdaj, tudi tekmovanje ni zdaj, mačji kašelj bi lahko rekli, tako da si zaslužil. Še morda beseda dve, ko smo ravno pri športnikih leta. Luka Dončić, tvoja generacija, kako gledaš nanj? Ja, jaz sem isto stara, ja. Še mogoče, jaz sem malo starejši, tako da par dni. Ja, mogoče, ja. Oba sta februarja drži, ja. Ja. Si pa višji. Ja, to pa res. Tako da gledam se tudi spoštovanje, daleč je prišel v Ameriki, da je tudi med najboljšimi v NBA ligi, tako da. Dobro. Kolegi novinarji, hvala lepa za uvodni del druženja novinarske konference. Kristjan, tebi pa ob koncu želimo z nič poškodbami, da nadaljuješ naslednjih 10 let, da si začrtaš cilje in jih sam uresničiš, mi bomo pa samo stremeli in te spodbujali, da boš nekoč postal to, kar želiš ti in tvoja ekipa. Hvala lepa za druženje in lepo se imejte na Portugalskem.